Dobro jutro, dragi bojevniki in bojevnice. Čas je, da začnemo razmišljati. Sam čakati na delo, fajn je vmes možgane nucati. Moje odprtje do večjih dimenzij se je zgodilo na osnovi tega, da sem rekel, ma čakaj stari, tlele nešto ne valja, ne? Tukaj nekaj ni v redu. Le kaj ni, pa zakaj je to tako in zakaj je to ono? Od vseh teh vprašanj nas je v spraševanje v času korone spravila ekipa Q. Ekipa Q pravzaprav ničesar ne zatrjuje, ne? Daje nam nova in nova vprašanja in nove razsežnosti med tem, ko človek reče, ma čakaj sem malo, pa kaj je res ono okroglo, ampak čakaj, kaj pa če? In ko se začneš poglabljati, si obsuvan s tem, da si debil, ker si flat earther, ne? Ampak obsuvajo te tisti, ki se nikoli niso o ničemur spraševali, vendar so globoko indoktrinirani v to, da zemlja je kugla pa pika. Sej, mi na koncu še zmeri pridemo do tega, da paradajz je glih, ko treba naflancati, pa zaliti, pa tako, ampak kljub vsemu, čemu bi nam lagali. O tem sem objavil na Facebooku en konkreten filmček, ga bom probal poiskati, pa ga dati še tlele, da ga boste imeli. Probal, ne obljubam nič, ker obljuba pol takoj dela dolg in je takoj zranje. Čas za razmišljati, ja, zdaj to se pol skrega s tem, ko pravim, nehajte razmišljati, ker, ne. Mi smo bili ujetniki lastnih misli, to ni nič novega, ampak mi smo se ciklali v tem, da nismo dovolj dobri, zakaj nas je nekdo traumatiziral, kaj moram jaz na sebi spremeniti, da bom nekomu ugajal, in smo se krivili. Nihče ni pomislil, da je bolj prav, da odpre ta vrata mentalne kletke in reče, jaz poletim po svoje. Jaz sem vam dal komad Welcome to my world, dobrodošel v moj svet, kjer so pravila čist jasna. Potrkaj in vrata se ti bodo odprla. Zaželi si in dano ti bo. Pazi, kaj misliš o sebi. Pazi, a si do sveta pozitiven ali negativen. Jaz sem optimist. Jaz želim vsem vse dobro. Brez izjeme. Nekako pa ne dopuščam, da negativnost rine vame, da mi kdo drenira energijo. Ne dovolim, da mi kdo dvigne živc. In ako mi ga, se ujamem v mislih, da imam dvignen živc ne zaradi sebe in stvar odbacim. Kljub vsemu je razmišljati svojo glavo še vedno dovoljeno in ni prepovedano. Bi bilo boljše, da bi bila prepovedana laž, pa bi tudi kaznovana in sankcionirana, ker to, kar smo deležni zdaj, je vrh vrhova, ampak vse v redu. Dela glasbe, dela vojska, tako kot more, nekaj se premika, helikopterje slišimo, avione, ladje se premikajo. Zdaj so bankomati aktualni, ne delajo bankomati, transakcije ne pelejo čez, kot mogle. Torej, nekaj se dogaja na bančnem nivoju, tudi tisto, ki smo se pogovarjali, imejte pri sebi nekaj gotovine. Nismo znali zračunati, kdaj bo ta dan, vse sort smo imeli razmišljanja in ugibanja. Jaz bom ta komad dal od začetka, ker je bil z namenom sem položen. Govori o tem, da Eddie Vedder v pesmi, ki je bila podlaga za film Into the Wild, torej Pojdi v divjino, govori o fantu, ki je šel na Alasko in je rekel, jaz tega sistema ne nočem več, in pravi, mi smo bili pohlepni in smo se strinjali s tem pohlepom. Indoktrinirani smo bili v obliko kugle, v obliko suženjstva, v obliko zdravljenja, v obliko prenašanja bolezni, v indoktrinacija v kajenje. Kadilci smo bolj socialni ljudje, baje, ne? Marsikaj nagruntamo med tem, ko gremo na čik. Smo bolj komunikativni, ker če drugega ne, vsaj za vžigalnik moraš prositi. Kadilci smo v bistvu s kajenjem tudi nekaj v možganih premaknili. Zdaj to ne pomeni, da morate tisti, ki še nikaj ne kadi, pa da zdaj mora začeti kaditi daleč od tega. Vendar nismo mi kadilci nekaj, kar je treba zaničevati. In to so probali početi, a ne? In nas skiniti s cigaret dol in jih zastrupljati.
in pravzaprav kadilski zakon, pa da smo mi kao manj kreativni v službah in tako. Evo le pazi, society, družba, kot taka pohlepna banda. Upam, da ne boste osamljeni brez mene, ker jaz grem. In greš in greš in greš. In je treba iti iz te mentalne filozofije, ideje, indoktrinacije ven. Treba je zapustiti, jaz sem vam rekel, distancirajte se od narcizma, od problemov, od vsega, kar pije, ampak distancirajte se od sistema. On je šel na Alasko, kot primer, jaz grem, jaz sem šel sam na jezero. Zdaj pa sem lahko v družbi, ampak jaz sem zdistanciran od nje. Jaz ne podpiram tega sistema, jaz jabolka ne kupam tam, kjer jih prodajajo z DDV-jem. Od vsakega evra nam država vzame 75 centov, si predstavljate, Lopovščina d.o.o. smo na 4. mestu evropskih držav, če sem prav ujel. Skratka, kraja pri belem dnevu, ne? Vse takse, se pravi, vse obdavčitve so bile, celo baje nimajo neke osnove. Bančni depoziti niso osnova. Mislim, take bolane scene ven prihajajo, da je res, si rečeš, zdaj pa dosti, jaz tega satanizma ne pelem več naprej. Mislim, saj nismo vedeli, ne, saj smo bili indoktrinirani, ampak zaradi tega, ker smo malo mislili svojo glavo, smo pa le namislili nekaj. Jaz ne sledim ne Trumpu, ne Putinu, ne Qju, ne nobenu, jaz razmišljam svojo betino in imam svoje spoznanja na osnovi svojih lastnih potovanj, dogodkov, spoznanj in pravzaprav življenja kot tacga. In ne sledim jaz nikomur, sledim informacijam, pa jih povezujem v celoto, da potem dojamem, da razumem. In mi ljudje smo narejeni na tako, da razumemo stvari. Ne rabim vam jaz tle prebrati strašnih filozofij. Ideja v tem, da razumete, da je sistem gnil na vseh nivojih. Zdaj pa ti prideš na banko ali pa v štacuno, pa ti vidiš to lastni primer, pa rečeš, pizda, res je vse gnilo. Mislim, v tem Mercatorju res ne morejo bolj po pol že meni strešti in mi dekla dvigant, ne? In primeš moko in je ona 3,20 €, pa rečeš, pa ne morete mene okrasti za $700, $800 za kilo moke, pa kaj ste znoreli vsi, mislim, da vam nabijem. Hvala Bogu, kolapsira, vse bo v redu, ni nobene panike, nobene potrebe po paniki, po strahu, po dvomih. Ker to je vse, kar so oni tel, ustrahovanje, nevednost in tako, in so nas v nevednosti držali. In če se vrnem nazaj na mi, ljudje in kekac, želimo razumeti. Oni so nas pa fopali z milijon informacijami. Informacija tu, informacija tam. Celo nastavljena opozicija, torej v kontekstu false prophet, farizeji, lažni glasniki luči. Oni so nametavali milijone informacij, da vam vzamejo čas z informacijami o tem in onem. Niso to prave stvari, vi hočete razumeti. Ne? In morate dojeti, vsi moramo. In to je point, bistvo. In v tistem trenutku, ko človek dojame, dobi več moči. In Trump ni naš odrešitelj v kontekstu, da nam bo on dal več moči. On nam daje samo upanje, vero, nekako zagon, da mi najdemo to moč, ki jo imamo v sebi. In on pravi power to the people. Pa je satanist ali pa ne, pa ni. Ampak tudi če je, meni je s to izjavo dal dovolj. Pa nisem razumel, power to the people, moč ljudem, dajmo ljudem nazaj njihovo moč, ker moč nam je bila ukradena, ta lastna, notranja, ta integriteta, ker rečeš, gosu tri pizde, materne, preklet narcis zabit. Ne, boš ti meni razlagal, kaj je okrogla zemlja, nimaš pojma, s kakšno hitrostjo se vrti obodna hitrost zemlje, s kakšno hitrostjo potujemo okrog sonce, s kakšno hitrostjo, po tvoji teoriji, katero me probaš prepričati, potuje sonce. No kaj, imaš kakšno številko? Jo, kaj, zdaj se nima veze, pa redaj smo nam zelati. A vidiš, ko si butast, zamenil si temo, ker nimaš informacij. Jaz jih pa imam. Za eno in za drugo. Za tvojo globi sceno in za mojo flat earther sceno. In ti se meni posmehoval ne boš. Lahko se posmehuješ predvsem sam sebi in se daš v svojo luknjo in razmišljaš o svoji bedastoči in o tem, da ti organa za misel ne uporabljaš. Ja, prav.
imej ti druge organe, za kar češ, in jih porivaj, kamor češ, in ne seri mi in ne boš me prepričal. Nima veze, tudi jaz ne bom nobenega v nič prepričal zaradi tega, ker želim nekako posredovati, dajmo razmišljati o tem njihovem idiotskem zajčniku, o njihovih prepričanjih. Nas so dali v en majhen okvir, naša zemlja je bistveno večja in ima bistveno več resursov, se pravi virov, kakor nam probajo razlagati. Na njive postavljajo markete, mislim, kaj, tik tak ga lahko spraznijo. Pa vsako pomankanje do zdaj, česarkoli, je bilo vedno planirano, načrtovano. In tudi zdaj ni nič drugače. Želeli so, pa nekaj jim ne ratuje. Dobro. Svoje laži so v tem zajčniku oni pretvorili v znanost. Zaupajte znanosti, zaupajte religiji, da je v 7 dneh Bog naredil zemljo. Zaupajte znanosti, da je bil veliki pok, vi zaupajte čemurkoli, skratka ne razmišljati, kako je stvar nastala. Pa spet še enkrat, ni to tako bistveno, še zmeraj treba Paradajz zalivati, ne? Ampak ne velja ne prva ne druga, ampak oni so v imenu religije in v imenu znanosti ubijali. Točno tako so, ne morete reči, da ste pozabili, v času korone v imenu znanosti, varno in učinkovito, zapremo vas noter in zdaj varno in učinkovito ne greste nikamor, ker ste in cepljeni in z masko, skratka ura 10, vi ne greste ven. Ej, pa stari moj, pa to so nore stvari, ki ne morejo piti vode, nikoli in nikakor. Vzeli so nam svobodo gibanja, svobodo dihanja in svobodo mišljenja, svojo glavo, ker so indoktrinirali ljudi na tak način, da tisti, ki misli svojo glavo, je osmehovan bedak. Ne? In zato so bili vsi modreci čudaki in misleci. Ne? Misleca, veš, misleca. Kad mislec čuti, onda on misli. A kad žena čuti, onda ga je mislec najebo. I ona je nešto smislila, međuvremeno. Na osnovi česa, ne? To je pa druga pesem. In vse to so bile drobne take zavajanja in to je šlo iz generacije v generacijo in zdaj smo na točki, kjer mi ta generacijski cikel moramo prerezati in reči, tole ne damo več naprej. Spodbujam vas v smeri, da se zavedate, kateremu plemenu pripadate, kakšne lastnosti ima naše pleme in kakšne lastnosti ima ta del ljudi, ki ni več z našim plemenom, ki se je prodal. No in naše pleme ne dela na denar, ne? Naše pleme dela na vrednote. In ga ni denarja, ki lahko kupi moje vrednote, oziroma da bi jaz svoje vrednote prodal in delal proti našemu plemenu. Če bi jaz delal proti našemu plemenu, bi bil kaj? Ja, izdajalec. In izdaja lastnega plemena, lastnega naroda, zavedeni ali ne, je nekaj najhujšega, kar je civilizacija do zdaj sploh doživela. Tako masovno ni bil človek nikoli izdan. Ne rabimo mi ne pušk, ne lopat, ne ničesar, ne krampov za maščevanje ali pobijanje. Karma ne rešuje. Lahko pa se sam odločimo, da te ljudi pripeljemo pred Božje kraljestvo in Božjo sodbo karmično, ki jim bo dala dovolj veliko kazen. In že se jim dogaja, njih pečejo vesti zelo, nekatere bolj, nekatere manj. Sram je močno zelo prisoten, enako tudi strah. Meni se ta del ljudi, ki so bili izdajalci, na nek način smili. Ampak ker ne nehajo s svojim delovanjem, so prepričani, da delujejo pravilno, s tem svojim delovanjem ne nehajo, enostavno nekako nam tik-taka, ne? V enem momentu bomo rekli, zdaj pa dost, zdaj pa opozorjeni ste bili ničkolikokrat. Z naše strani teoretikov zarote, tistih, ki smo razmišljali, tistih, ki smo brskali, tistih, ki
Sej ne vemo mi vsega, samo razmišljamo, ovo ne valja, kaj pa ti na gruntu, da ne valja, pa nič. Kurc, kaj se bo zmenila, če tebi vse valja? Ne? Seveda ti valja, ker ti sistem, satanizem ti plačuje, ne? Ampak banke grejo down glih zaradi tega. Kdo jim bo zdaj plačal? Nič, ne, ga ne bo. In to je, oni so stvari plačali z življenjem, niso se na nas ozirali, ko smo rekli hej, pozor, nevarno je cepljenje, kaj pa ti veš, jaz moram imeti v Portorož. Ni v redu, ne moreš nikamer. Veš, ta vehementnost, ta ignoranca, ne, in do danes ne priznajo, da so falili, ne, kljub temu, da so vidno na ven in najverjetneje občutno na not hudo frderbani, no, čist fizično, ne priznajo svojega lapsusa. Jaz sem rekel, počakajte, ko bodo oni zdrsali pri denarju, pri lastnem življenju, pri življenju lastnih otrok in staršev, jih ni dost brigalo. Zdaj, ko so pa dinarčki, je pa problem, ne? So že stavkali in gasilci, so stavkali šolniki, so stavkali zdravniki, so tel, vse zaradi tega, ker ni dovolj dinarčkov bilo. Aha, zoprno pride, ja, ampak mi jim nismo v pomoč tam, zato ker moralno so nas pa izdali. Gasilci so bili kaj zraven na protestih, niso bili, ne? So se kaj oglasili, da se izvaja genocid. Ne, ja, najbrž zato, ker so zraven, ne? Ali kaj? Ja, sam pomagajo. Ja, se pomagati je narcisu ti čist prva stvar. Najprej ti pomagam, pa si pa v kajli. Ja, dam ti kredit, pol si pa imaš pa špago na rokah. Ker čim ne boš plačal, bo pa sranja, ne? No, torej si v strahu, v primežu sužnje lastniškem, ne? Imaš pa dober avto, to pa je. Nič hudega, vse bo v redu. Vsi se bomo mogli srečati sami s sabo. Jaz sem se že. Nič hudega, vse je v redu. In vsak se lahko sreča sam s sabo. Strinjam se, pokasati se bo treba, sej sploh ni druge. Še enkrat, moglo bi biti lakše umriti, nego ljudi me reče prosti. Bolj bom tako, ne, če se mi krasno naveže, čas je, da razmišljamo, ne. Naša duša že ve odgovore. Moramo biti samo dovolj tihi, da jo slišimo, in dovolj pogumni, da ji prisluhnemo. Pogum je vrlina našega plemena. Ni pa pogum vrlina teh, ki so sodelovali s sistemom, izdajalcev. Oni so šibki, nimajo moči, imajo pa pomoč. Mi imamo lastno, oni imajo pa sistemsko pomoč. Pol moči imajo lastni, sami sabo, pol so jo pa predali nekomu drugemu in ta lahko z njimi upravlja. Glej toliko denarja, pa ti bo jasno, kam pa staca moli. Njihovo lepilo ne funkcionira več, druščina razpada in zaradi tega oni sami vseb nimajo moči in so hudo zelo prestrašeni. Bolj, kakor so želeli ustrahovati nas. In zdaj sistem bi rad ustrahoval nas, v isti sapi pa v bistvu dela večjo škodo ta sistem sam sebi, ker ustrahuje svoje lastne ljudi. Ja? Precej zoprno se je obrnila situacija in šah, igra, film, movie, ki ga gledamo, se noro razpleta, nepredvideno je, nič ni predvideno, napovedane so bile, da ne bo hrane, imejte doma kaj lufta hrane, imej kaj gotovine pri sebi, kar imej, kdaj bo to, so pa bili datumi, kjer smo vsi falili, tudi z mano, jaz sem že kdaj rekel, joj, to bo nevaren datum, pa nevaren mesec, pa nisem hotel nič. Tudi za marc sem rekel, da je nevaren in nisem se prav dosti zmotil, ne, koncu. Veš, propad bank ni zdaj, tako da rečeš, nič se ne dogaja. Ampak normiji so tisti, ki slepo verjamejo sistemu, so še vedno globoko indoktrinirani in upajo, da se bo stvari šla, kot se je vedno do zdaj, se je satanizem pa ja, prevzel cel planet. Ne gre jim skupaj, ne, nekaj sem hotel drugega reči, pa ušlo mi je. Nič hudega, sam da mi ni v hlače, ne. Ja, in nihče ni mislil, in nihče ni pomislil, da bi lahko bila prevara tako zelo velika. Mi pa mislimo, da je v bistvu
stvar bistveno večja, kot smo vedeli. Ne? In ko enkrat odpreš oči, ti vidiš nebolotik, idiotizmov, svinari, neskončno dosti. Jaz se peljem po jezeru. Kakšno svinjarijo so naredili iz te favne? Favna je rastlinje, ne? Ali flora. Flora je. Favna je živalski svet. Flora in favna. Skratka, rastlinje. Mislim, kaj za enih dreves so posekali, zdravih? Kaj niso pospravili za sabo enih stvari? Kako niso pospravili za sabo, če že skrbijo, ne, oni niso pospravili tiste drevesa, ki so nevarna ljudem, da na koga ne padejo, ampak so pospravili čist lepe, zdrave smreke, ki so krasne za odvoz. In pa še zraven ceste so, tako da se vidi ta golosek in jaz ne morem tega pogoltniti kar tako. In žal tudi to je druščina, mislim, park, z našim res noro posebnim biserom, Cerkniškim jezerom, upravljajo ljudje, ki niso odtle in ki so del sistema in delajo po svoje. Oni ne sodelujejo z ljudmi, ki so tukaj živeli od prapamti veka. Ne? Oni ne sodelujejo z vizualnimi stvarmi, oni ne delujejo tako, da za naravo skrbijo, ampak oni iz te narave vozijo stvari. In to ni prav, to se mora ustaviti, to ne sme iti naprej. Jaz sam s tem seveda ne morem nič, sem pa prepričan, da če bi se dovolj glasno izpostavil v tej naši občini, bi dobil precej podpore, ker upravljalec Cerkniškega jezera ni lastnik jezera, a ne? In ne more upravljati, kakor se njemu digne, a ne? Ker mogoče bi prej rabili mi sekrete za obiskovalce, kakor pa razne, da ne govorim stolpe, klopce. Vse to je super ideja, ampak je spet tako potratno narejeno, da bi iz ene materiala, ki je porabljen za eno klopco, naredil 10 klopc, ne? Ali pa vsaj 3, ne? Ampak to je spet svet v glave zase. Hočem reči, znaki so vse povsod je videti nepravilnosti, vse povsod je videti njihov primitiven pristop. Oni so negativni del baterije, mi pa pozitivni. Mi smo kreatorji, oni so destruktorji. Oni ne znajo ustvarjati stvari. Oni znajo delati dramo, galamo, zdraho, probleme, ovire in nikakor ni nič, kar so delovali v dobro nas. Vse je bilo zgolj pod pretvezo. Mislim, da sem si nekaj napisal. Ne bom najdel. Mogoče še tisti, ki smo bili na začetku. Mi ljudje želimo razumeti. Bodite malo pozorni na ljudi. Jaz sem poklicni poslušalec in želim stvari dobro slišati. In tisto slišano želim vkomponirati v sebe, da bom razumel, kaj mi sogovornik želi dati. Jaz sem vam že rekel, da sem se ukvarjal z mnogo ljudmi, ki ne razumejo. Kaj? Sem dal en test, kaj si mi povedal, pizda, boš razumljiv ali ne? Če hočeš razumeti, že pa trudio. Pa sem se. Ampak bolj se tle poraja vprašanje, ali si ti res želel meni dati jasno in glasno, da bo meni razumljivo in razumljeno? Ne. Aha. Ste gledali milijonkrat, ste bili na predavanjih v šoli, faksu, televizije, knjige, članki, ovo, ti to bereš, informacije, na koncu zaključka razumevanja ni. Tako so nas vrteli. Strokovno se sliši hudo, ne? Ampak razumeš pa ne. Ja, pa nisi dosti briknen, ne? A veš, pa so nas spet imeli. Si neumen, ne? Torej, ni to zate. Tudi ego se je s tem njihov gradil, kar je seveda absolutno narobe. Ampak, kakorkoli, mi smo spoznali njihovo nerazumljivost. Naše pleme se pogovarja jasno in glasno. Ja? Razumljeno. Želimo razumeti in želimo od sebe oddajati stvari, da so ljudem razumljive. Zaradi tega probam jaz vam govoriti včasih razlagam, da bi, ne vem, butlom razlagal, pa po en stran tudi tako razmišljam, sej pa
nimamo vsi enakega nivoja, da pojmo kar od začetka. Ne, nihče ni nič pomislil. Dajmo misliti malo, dajmo probati upoštevati te stvari, ki vam jih razlagam. Vsak ima možnost izbere. Tudi izdajalci so imeli možnost izbere. Grejo k izdajalcem ali ostanejo na strani moralno-etičnih integritete. Tudi jaz sem imel možnost se prodati, pa se nisem. Ne prvič, ne drugič, ne desetič. Ne, sem ustrajal pri svojemu, pa bi lažje šel v življenju čez, če bi se prodal. Sem bi mogel delovati proti mojim lastnim ljudem, tle pa jaz se ne. To pa ne. In je prav, da se niste tudi vi. Zdaj, motiti se je človeško, ne? Ves čas pa po napačni poti hoditi je pa grešno, zavestno. Da oni ne vejo, kaj počnejo, je izgovor. 11. Božja zapoved pravi, ne deli se neumnega. Ne mi se delati neumnega, če veš, da si delal narobe, priznaj in ti je že odpuščeno. Samo moš priznati pa nehati delovati. In tukaj smo. Jaz sem zaznal, da težko negativni ljudje gledajo moje kratke videe, te, kjer imam spremenjen vokal. Pa sem včeraj razmišljal z veseljem in bom naredil en video, da je mogoče, kakšna pot jim sledi, kakšne imajo možnosti, da ne rabijo se nas bati. Mi, če bodo oni priznali, jih mi ne bomo ubili. Čeprav bi jih lahko za svinjarije, ki so jih naredili. Vendar, če ne bodo priznali, jih bomo morali odstraniti na hladno, ker ne moramo več sodelovati tako, kot smo. In vedno so oni imeli kruha in iger, deli in vladaj, vendar so nas delili na čisto virtualne delitve. Ne? Mi se moramo razdeliti med naše, pa med izdajalce našega rodu in plemena. Kaj je rekel Prešeren? V sovražnike z oblakov našega najtrejši grom. Tu smo. A ni rekel Trump, neki nevihta prihaja? In grmenje in bobnenje. Ampak to ni naše bobnenje, naše je samo spoznanje. In spoznanje je tisto, kar nas bo odrešilo. Spoznanje, da so vrata mentalnega zapora odprta. Da se lahko postavimo na rob kletke in rečemo, ajmo, imam krila, zaupam, lahko letim, lahko grem ven, ampak to pomeni, da moram gledati pred sabo, da se ne zaletim v kakšno okno ali pa v kakšno štango, ker je zdaj pa tole na meni. V kletki nisi se mogel zaleteti, hrana je prišla vsake kvatre, mičkrat tako, če se poigravam s prispodobami, ampak prispodobe so pa itak naš start point, kaj ne? Tako, okej. Pozor, ko ti narcisi nekaj očitajo, pozor, takrat govorijo o sebi. Bodite pozorni. Ne more meni nekdo razlagati, kaj jaz sem. Ker izključno samo jaz vem, kdo sem. In to vzdržujem, zagovarjam in vas spodbujam, da probate vi. Tudi ne probate, da zaznate, kdo ste vi. Da vi niste kar eni papki. Če je rekel policaj, da si ti papak, to ne pomeni, da si ti papak. On ni nič več ali nič manj od človeka. Ja, obleka mu pa daje neke. Sam to ni res. Nihče ni nad in nihče ni pod. V našem plemenu smo vsi glih. V sistemskem plemenu pa imajo nobeno pleme, to je drek, usran, gnide, izdajalci, no, škoda. Škoda. Ampak nič hudega, spet pejmo iti naprej. Čak, tle sem si še nekaj. Ja, tako je. Ostanite ljudje. Ostanimo ljudje. Z dušo in srcem, ne se prodati. Probajte spodbujati mravljince, to je zelo pomembna stvar, da jih znate, jaz jih zavestno prožem, kokrčem. To je trening spajanja leve in desne hemisfere, nič deli in vladaj, dajmo to mi skup, pa naj se previje ta
DNK vijačnica, ki se nam baje nadgrajuje. In pozabite, ta vijačnica je nekaj drugega kot njihova kača, ki se je, da bi me uka žeja z mojega sveta ne bila speljala golfiva kača. Pa smo spet pri Prešernu. On je že točno vedel, kakšni kači govori golfivi, in to je uk. Naučeni smo bili, ker nismo čutili in razmišljali, sami smo verjeli, da dejstva so 1000%, pa niso bila. Tako da vse, kar vidite iz njihove strani, je laž, zavajanje, manipulacija, ne se tega bati, ustrahovanje je edino orožje, ki ga imajo, zato to tako močno rabijo. In ne padete na brezvezne fore, ker nimajo moči, nimajo osnove in tudi če ne verjamete v vojaška sodišča, toliko in toliko tožb je že pripravljenih, da ne morajo se sodniki delati butaste. Imamo ustavo, na osnovi tega so oni popušili vsi, ki so sodelovali s sistemom. Imunitete nimajo, čeprav so mislili, da jo imajo, zdaj pa počasi ugotavljajo, da je ni. Tako da, nič se sekerati, slej ko prej. Potrpljenje je božja mast. Nič skakati po luftu, vse je v redu, uživajte, bodite skromni. Ljudje ne padamo na denar, padamo na vrednote, in vrednota je imeti svoj čas, ga sam razpolagati in ponuditi roko človeku in ne vsiljevati svojega mišljenja, predvsem spodbujati k lastnemu razmišljanju. Vprašanja so super, ne, stvar. Vprašanja so super. Raziskujte, ali pa če ne, se koncu pejte malo sam sebe poslušati, pa utihnite, da se boste slišali, ne. Bodite pogumni, da boste zaslišali, kaj vse ste. Jaz tudi nisem enostavno sprejel, da bodi to, kar si. Zdaj pa pravite, joj, Turšič, ne. Jaz nisem enostavno teh stvari sprejemal na sebe, sem rekel prav, za vse sem sam zgleda. Malo za šalo, malo za res, ampak ja, odgovornost je, ki pride za tem, ko se odločite biti in poleteti ven iz kletke mentalnega zapora. Družbica, držite se, uživajte, ljubljeni ste, vse je v redu. Uživajte v predstavi, padajo, naši izdajalci padajo na realna tla. Jaz sem opozarjal, jaz bolj nisem mogel. Pomlad je tu, uživajte v sončki in naravi. Čau, srečno.